Danes sem tukaj v Razkrižju zato, da neposredno od občanov, ki se prizadela, da arbitražna odločba slišim, kako doživljajo to odločbo. Kot vemo, za njih ni ugodna, njihove želje so seveda drugačne in zagotovil sem jim, da bo vlada to, kar je včeraj že sprejela v sklepu, tudi zelo resno storila, namreč da bo v skladu s svojimi pristojnostmi in sorazmerno potrebam vseh naših državljank in državljanov pomagala vsem, ki so zaradi te arbitražne odločbe pristali na drugi strani meje oziroma bodo tam. Pomagali jim bomo na vse možne načine, torej sorazmerno njihovim potrebam, da ohranijo nek nivo dosedanjih pravic, da lahko še vedno pravzaprav hodijo na slovensko stran, šolajo otroke, uveljavljajo svoje pravice tukaj. Seveda pa tudi v drugih pogledih, in to ne velja samo za področje Razkrižja, ampak velja za pravzaprav vse naše ljudi, ki so se zaradi te odločbe znašli v tej situaciji. Torej vlada bo pomagala, naredila bo vse, kar je v naši moči in pristojnosti, kajti kot sem dejal včeraj, če tega ne storimo, potem seveda nismo vredni imena slovenska država. Mi moramo tukaj za naše ljudi poskrbeti, seveda pa je to nek proces. Najprej moramo natančno videti, kje bo sploh meja potekala, kajti odločba se še prevaja, ugotavljajo se še podrobnosti. Potem moramo seveda doseči, da bomo šli v implementacijo, v izvršitev skupaj s Hrvaško, kajti tako bo najboljše za ljudi, ker bomo potem lahko sporazumno iskali tiste rešitve v okviru odločbe, ki so najbolj primerne, bi rekel, v naravi, na terenu. In seveda ob tem, ko spoštujemo odločbo, res moramo imeti predvsem v prvi vrsti pred očmi človeka. Jaz verjamem, da tudi zaradi tega bo prišlo do nekega dialoga s Hrvaško o implementaciji in verjamem, da na koncu bomo pač našli nek skupen jezik in zadevo izvršili. Sem pa hvaležen, da so danes občanke, občani prišli skupaj z županom, da so mi neposredno pojasnili probleme. Še posebej se zahvaljujem gospe in gospodu Mesariču, ki sta zelo doživeto in zelo jasno pojasnila, skozi koliko težkih trenutkov, ur, dnevov, tednov in mesecev so tukajšnji ljudje že šli v tem času, zato je zdaj res krajni čas, da to odločbo razsodišča implementiramo, da končno nehamo s tem stalnimi odprtimi vprašanji glede meje, da pa seveda, ko bo meja določena, poskrbimo ob tem tudi, kot sem rekel, za ljudi maksimalno. Zdaj sem tukaj v zaselku Mirišče, Brezovec del, in tu seveda se danes na nek način veselimo, kajti ta zaselek je pripadal Sloveniji po arbitražni odločbi in to me seveda veseli. Vsake pridobitve oziroma vsake uveljavitve našega zahtevka smo veseli in še posebej sem vesel, ko vidim, kako se tukaj ljudje zdaj počutijo bolj sproščene, kako so olajšani, kako so končno mirni, da bodo zdaj dokončno živeli v Sloveniji. In to je en od dokazov, kako pomembno je, da imamo ta sporazum oziroma zdaj na njegovi podlagi to odločbo, kajti enkrat za vselej moramo zdaj v prihodnjih mesecih z implementacijo določiti to mejo, dokončno tudi v naravi, da bodo ljudje na naši in hrvaški strani vedeli, pri čem so. Zelo pomembno je, da spoštujemo arbitražno odločbo in da pravzaprav jo tudi implementiramo, torej izvršimo. Kar bo mogoče v okviru te implementacije se še dogovoriti in to seveda s hrvaško stranjo in v neki mešani komisiji, to bo potem tisto, kar bo lahko pomagalo na terenu, da se neke morda neživljenjske situacije uredijo. Vendar, kot rečeno, v okviru arbitražne odločbe preko nje ne moremo. Kaj bo pa prinesla prihodnost, pa torej daljna prihodnost, bomo pa še videli. Vesel sem pa ta hip, da tu v Mirišču vidim, da so ljudje zdaj pomirjeni, tudi sami veseli, da vedo, da zdaj so na slovenski strani zagotovo. Hvala lepa.